Čez nekaj časa se bo začela nujna seja odbora za delo, družino in socialne zadeve, ki smo jo zahtevali poslanci Nove Slovenije. Mi namreč trdimo, da se danes v Sloveniji ne splača delati. Nismo edini. Vidimo, da tudi te trditve prihajajo iz vladnih krogov, iz koalicijskih krogov. Zato želimo danes odprti razpravo, kako odpraviti anomalije in kako to trditev odpraviti. In želimo, da bi se v Sloveniji splačalo delati in da bi ponovno delo postalo vrednota. Po naši oceni in našem prepričanju delo je vrednota. Dejstvo je, da se soočamo s problemom, ki je velik, gotovo akuten in največji v Evropi, in to je, da so razlike med denarno socialno pomočjo in med minimalno plačo premajhne. Danes tisti, ki prejema denarno socialno pomoč in je še upravičen do kakšnih drugih socialnih dodatkov, praktično ta lahko pride do 89% minimalne plače. To je podatek z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Če pogledamo številke, če pogledamo podatke zadnjega kvartala leta 2018, vidimo naslednje. Stopnja anketne brezposelnosti v zadnjem kvartalu 2018 je bila najnižja v zadnjem desetletju in sicer je znašala 4,4%. Prav tako v zadnjem kvartalu leta 2018 smo beležili, kar je zelo pozitivno, gospodarsko rast 4,1%. Mi smo nad evropskim povprečjem. Zato pri tej tako nizki anketni brezposelnosti in tako visoki gospodarski rasti preprosto ni normalno, da imamo toliko prejemnikov denarne socialne pomoči. Teh je bilo v februarju letos 91.595. Preko 67.000 je odraslih, ostalo so otroci. Trenutni podatki za današnji dan, ker to število narašča, ti podatki za današnji dan so okrog 93.000. To preprosto ni normalno. In to so številke, ki resnično kažejo na to, da se v Sloveniji ne splača delati. Mi ne govorimo, da so denarne socialne pomoči v Sloveniji previsoke. Mi to ne trdimo. Denarna socialna pomoč omogoča človeku, ki se mu je nekaj zalomilo, da preprosto preživi. To ne pomeni nobenega komfortnega življenja, to preprosto pomeni preživetje. In zato mi, Nova Slovenija, trdimo, da sta glavna izziva z tega področja, torej z področja razbremenitve dela, naslednja. Prvič, socialna politika je neučinkovita in se je preprosto nepregledno zapletena, tudi prepletena z družinsko in ostalimi politikami. Na tem mestu želim zelo jasno povedati, da si mi v Novi Sloveniji prizadevamo, da bi družinsko politiko izvzeli iz socialne politike. Družinska politika ni stvar sociale. Zakonodaja je preobsežna na področju sociale, nerazumljiva in neusklajena med posameznimi področji. In zaradi te nepreglednosti socialne zakonodaje trdimo, da praktično tudi tukaj prihaja do kršitve 2. člena Slovenske ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna in pravna država. Kakšna je to socialna država? Kakšna je to pravna država, če ljudje ne razumejo zakonodaje na področju sociale? Posledično so ukrepi medli in neučinkoviti, potrebno je veliko in preveč birokracije za njihovo koriščenje. In celoten sistem je popolnoma neživljenjski. Tukaj ima ministrica, in to se ona zaveda, pristojna ministrica, veliko za opraviti. In drugič, dohodki iz dela, torej plače, so preobremenjeni z davki in prispevki in posledično so neto plače prenizke.
Na današnji seji predlagamo nekaj sklepov, in sicer jih preberem. Odbor za delo, družino in socialne zadeve priporoča Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za finance, da pripravi nabor ukrepov za razbremenitev dohodkov iz dela in ga v roku enega meseca predstavi odboru. Mi pozdravljamo, smo pozdravili, smo podprli razbremenitev regresa. To je korak v pravo smer. Seveda regres za letni dopust ni plačilo za delo. To moramo razumeti. Naslednji sklep. Odbor za delo, družino in socialne zadeve priporoča Ministrstvu za delo, da v roku enega meseca pripravi analizo upravičencev do denarne socialne pomoči v Republiki Sloveniji ter morebitnih zlorab in jo predstavi odboru za delo, družino in socialne zadeve in invalide. In še en sklep. Odbor priporoča Vladi Republike Slovenije oziroma Ministrstvu za delo, da v roku 3 mesecev pripravi nabor ukrepov za preprečevanje zlorab prejemanja denarne socialne pomoči. Gotovo pa bomo v razpravi, nadejamo se živahne razprave, oblikovali še kakšen sklep. Mislim, da tu lahko najdemo veliko stičnih točk, tako opozicija kot koalicija.